Moje ime je France Rode, sem kmečki sin in sicer z Nožic pri Kamniku. Gimnazijo sem delal v Kamniku in tam maturiral in sem se vpisal na elektrofakulteto v Ljubljani in to na šibki tok. Diplomiral sem 60. leta in to je bilo februarja in novembra sem se odpravil v Združene države Amerike in sicer na podiplomski študij na Northwestern univerzo v Evanstonu v Illinois državi. Tam sem končal svoj magisterij in če me kdo pa še na koncu vprašal, za magisterij sem naredil eno stroj, aparat za hipnotizirati ljudi. Takrat sem potem dobil službo v Kaliforniji in sicer to v okolici San Francisca, in takrat je bila to dolina Svete Klare. In sicer v Palo Alto pri Hewlett Packardu in začel sem svoje delo na elektronskih števcih in to je bila moja prva izpostava na digitalna vezja. O tem nisem imel prej nobenega pojma in zato sem tudi začel študirati naprej, ker to podjetje Hewlett Packard nam je dalo možnost, da smo ob delu študirali, ker Stanford pa podjetje so bili tako rekoč sosedje. Tam sem tudi končal svoje izpite za doktorat, ampak nisem tam doktorat delal. V glavnem sem se takrat posvetil v dizajniranje logičnih vezij, dizajniranje računalnikov in pa dizajniranje integriranih vezij. To so bile moje specializacije. Doktorsko disertacijo sem pa zagovarjal v Ljubljani in to iz področja mikroprocesorjev. Pri Hewlett Packardu eno takih večjih dosežkov je bilo narediti računalnik, ki bo šel v srajčni žep. In kako je do tega prišlo? Tam smo najprej izdelali namizni kalkulator, ne računalnik, kalkulator, ki je bil 21 kg težak, toliko velik, in potem pride gospod Hewlett v laboratorij in rekel, da bi rad imel to, da ga spravimo v njegov srajčni žep. Dejansko smo zmerali, koliko je ta žep velik in eden od teh ljudi, ki smo bili na projektu, je naredil maketo in tisto maketo smo podaljšali za 1 centimeter in jo povečali za 2 mm. Drugače je bilo pa to čista prava reč. Projekt smo začeli, to se pravi, 3 inženirji, naš vodja in ta, ki je naredil te makete, ker nekdo je mogel dizajn narediti, to obliko samo. Ta kalkulator sem potem delal naprej in sicer to je bilo za inženirje. To je bil prvi kalkulator za inženirje, kjer je reševal trigonometrične in funkcije, logaritme in tako naprej. Potem pa eno leto pozneje je pa ven prišel ta HP 80, to je bil pa kalkulator za podjetnika, kako ga bi imel. Skratka, je znal računati obrestni račun, pa te stvari. In s tem smo odpravili ogromne knjige raznih teh tabel, kako so prej računali. Recimo, če kupiš hišo za toliko in toliko denarja, toliko na mesec plačuješ s tako obrestno mero, koliko je tvoje plačilo. To se je 3 številke se not dostavil, pritisnil knof in rezultat je prišel ven. Potem sem
delal pri Hewlett Packardu vsega skupaj 20 let in po 20 letih sem šel stran in sicer sem začel delati električne ključavnice in to na svoje. Najprej sem celo stvar ponudil pri Hewlett Packardu in oni niso bili zainteresirani, zato ker je to premajhen, oni so gledali, koliko velik projekt, oziroma ne projekt, trg je. No in jaz sem takrat so mi dali dovoljenje, da to delam na svoje in sem tudi vložil patent in od tega naprej je potem nastalo nekaj, kar se danes imenuje RFID. To je tele kartice, ki jih imate, da hodite noter, ker ne treba nič iz žepa vzeti. In na tem, ta moj patent je propadel že 10 let nazaj, ker patent v Ameriki velja 17 let. Potem sem pa začel delati za eno podjetje, ki se imenuje Trimble Navigation. To je pa podjetje, kjer smo naredili tudi ta prvi integriran, skratka na enem čipu, sprejemnik za GPS. To veste, kaj je GPS, ne? In tisti prvi čip, ki smo ga naredili tam pri Trimblu, ni bil sposoben sprejemati recimo signala tukaj noter ali pa po drevesi. Zato smo potem dva druga inženirja, jaz sem šel takrat pri Trimblu v pokoj, tako rekoč, ampak sem se njima pridružil in smo si zadali nalogo, da naredimo ta vezje za GPS, ki bo sposobno delati tam, kjer dela ta telefon, vaš mobilni telefon. In to smo tudi uspeli in danes te čipe od tega eRide, je bilo podjetje, lahko dobite v Mercedesovih, pa v BMW-jih ali pa v raznih telefonih, ne vem točno kje, vem, da je bilo eno japonsko podjetje Docomo, ki je največje telefonsko podjetje, oni so uporabili te naše čipe. To je pravzaprav konec leta 2009, sem šel v pokoj in od takrat naprej ne vem, kam gre čas, sploh ne vem, kako sem v službo hodil, ker je zmeraj kaj za delati. Ampak ukvarjam se malo z risanjem, z oljem, oziroma barvanjem z oljem, struženjem lesa, za šport pa igram tenis. To je moja zgodba zdaj. Zdaj pa, če dovolite, doktor Andoljšek, še v imenu družine bi vas prav lepo pozdravil in v bistvu izpostavil dejstvo, ne, mislim, preteklo srečanje je bilo, mislim, da točno 1 leto, odkar so se ta srečanja I3 začela. In težko najdem sogovornika, ki bi bolj predstavljal imenovalce, ne? Mislim, inovativnost, interdisciplinarnost in internacionalnost. Ne? To so nekako izhodišča, ki so tudi temelja razvoja Silicijeve doline. Ne? In vi ste jo videl, dejansko ste videl, kako je nastala in kako se je razvijala skozi čas. In bi vas prosil, da bi recimo malo opisali, kako je to potekalo, ne? Ker tukaj je šlo vsekakor verjetno za različne faktorje, ki so se med seboj našli, ne? Da se je to lahko zgodilo v tej meri in v takem obsegu, kakršnega danes doživljamo. Ok, bom začel takoj, ko se je to cela stvar začela. In to je bilo še pred Prvo svetovno vojno. Drugo svetovno vojno, prostite. Na Stanfordu je bil en profesor, njegovo ime je bilo Thurman. On je bil dekan inženirskega dela Stanforda in on je hotel, da bi njegovi študentje ostali tam okrog, ne pa šli nazaj na vzhod v New York, pa te kraje, kjer je bila ta industrija. In jih je prepričal in prve dva, ki sta to izrabila, sta bila Bill Hewlett in Dave Packard. Kako sta to partnerstvo začela, ker vprašanje je, kdo bo prvi, ne? In sta vrgla denar
pa sta se odločila na ta način. Hewlett je seveda dobil prvo mesto tam. Ampak onadva sta to razvila, razne inštrumente. Prvi inštrument, ki sta ga naredila, je bil audio oscilator, ki je bil rezultat Hewlettove magisterske teze. Ta druga važna stvar, kar je naredil Terman, ta profesor na Stanfordu, ker Terman se imenuje oče Silicijeve doline. Terman je potem dobil, nekako prepričal na Stanfordu, da so dali zemljo v najem tej mladi industriji. Skratka, za 100-letni pogodbo so dobili zemljo, pa so pa svoje stavbe gor postavili. Ker Stanford je bila to enkrat ogromna farma, 4000 hektarjev. Ampak v poroki je bilo napisano, da se zemlja ne sme prodajati. Ta Terman je pa pogruntal, da pa nikjer napisan, da se ne sme dati v najem. In tako je šlo to naprej. Ta tretja stvar, ker je ta oče Silicijeve doline naredil, je pripeljal z vzhoda profesorja Shockleyja. On je izumitelj tranzistorja in tudi Nobelov nagrajen za to. Ta je potem začel podjetje Shockley Semiconductors in dobil je v službo grupo mladih inženirjev, ampak jih ni znal manažirati. Te fantje so se mu uprli, 8 od njih, in so ustanovili novo podjetje, ki se je imenovalo Fairchild Semiconductors. Vsa ta raziskava njihova je bila bazirana na Silicijevem polprevodnikom. In potem med temi je bil tudi Robert Noyce, ta človek je bil pa tisti, ki je pogruntal ta prvo integrirano vezje. In to na silicijevi podlagi. To se je potem razvijalo, to se je bilo, recimo, tam prvih 60 letih na koncu, in je naredil to, in vsa ta industrija se je začela razvijati okrog tega silicija. Zato je tam nekje v zadnjih letih 60. desetletja, kako se je ime spremenilo iz Santa Clara doline v Silicijevo dolino. In Robert Noyce pa Moore sta pa ustanovila potem podjetje, ki ga danes poznate vsi, in to je Intel. Intel je začel delati spominske IC in 71. leta so izdelali prvi mikroprocesor. To je bil Intel 404. No, to je zdaj, zakaj je Silicijeva dolina dobila ime. Zdaj pa pojmo na druge. Ne. Drugi so pa začeli to uporabljati. Med njimi tudi Hewlett Packard. In ugotovilo se je, da je treba za sisteme vpeljati računalniške sposobnosti v inštrumente. In to smo pa pri Hewlett Packard začeli, pa smo naredili najprej en kontroler, ki je bil že računalnik, ampak z namenom, da bo povezoval inštrumente. In pa je šel HP v konkurenco, če tako hočemo reči, z IBM-om, in je začel delati večje te računalnike. In to se je poj naprej razvijalo. Ampak od 62. leta, ko sem tja prišel, so bili nepar teh integriranih vezij sodobov. To je bilo nekako vse. In iz tega se je poj začel razvijati software in vse tako naprej.
In Silicijeva dolina ni samo zdaj ta semikonduktor, to se je razširilo na vse druga področja. Rečemo, printerje, recimo ultrazvok, vse te stvari se je iz tega naprej razvijalo. To je nekako začetek te Silicijeve doline. Ampak, če dovolite, še eno vprašanje s tem v zvezi. Ker, kako je v tistih časih to izgledalo? Ker dejansko, če človek gleda zadevo iz evropske perspektive, ne, tukaj nekako si predstavljaš trdo raziskovanje, ne, tisto čisto znanost nekje v nekem zaprtem laboratoriju, ljudje, znanstveniki, v glavnem študiozi, ne vem, univerzitetni doktori, ki izumijo nekaj in potem pokažejo svetu in potem podjetja pograbijo po tej ideji in gredo naprej. Ne. Zdaj, tukaj pa zadeva očitno, mislim, kako se je razvil ta grozd, hočem vedeti, veste, ker dejansko je prišlo do neke aplikacije, ene in takoj zatem druge in takoj tretje, ne, v nekem stalnem sodelovanju in interdisciplinarnosti, ki jo danes nekako... Glavna razlika med Evropo in vsaj Silicijevo dolino, ne moram govoriti, da je to za celo Ameriko, ker je bilo tudi to unikatno, tudi v Ameriki, je bil odnos med akademijo pa industrijo. In ravno zaradi tega se je to začelo. Začel je pravzaprav to profesor Terman, ki je te svoje študente navajal, da prijejo tja. Ne. Oni so začeli potem svoje fabrike. Ampak oni so spoznali, da je ta del, akademski del, čim prej ga poveže z industrijo, tem boljši. In zgodilo se je to, da so profesori iz Stanforda, pozneje tudi Santa Clara univerza, pa Berkeley, to se je potem začelo, da so oni hodili v tovarne, pa predavali, pa povedali, kaj imajo novega. Po drugi strani so pa tele specialisti iz industrije hodili predavati na Stanford, pa na Santa Clara. Ta povezava je po moje bila glavni vzrok, da se je to razvilo, ker pa se pa to nekako samo po sebi dvigalo. Kaj se je zgodilo potem? Pa so pa tele študenti, ki so začeli svoje podjetja, so začeli dajati svoje rezultate na Stanford. In zdaj imaš pa tle študenta, ki je rabil en HP računalnik, pa je pa prišel v službo, je pa zahteval v službi, da mu tisti računalnik kupijo. Ker tisti ga je znal uporabljati, ali pa tudi kakšne druge stvari. Recimo Apple je to poznaj naredil tako, da je vse šole dal zastonj tiste računalnike. Otroci so se tega navadili in vse so hoteli imeti Apple takrat. Na ta način je to šlo. Pa smem vprašati, da je bilo v tisti fazi že tudi, mislim, so bile tudi v tem grozdu, v sklopu poslovne šole, to se pravi, da bi dejansko, potem, se veste, sami ste... So bile, jaz sicer v to stvar nisem nikdar šel, ker je bilo mogoče narobe, ampak dobro, jaz nisem šel v biznis. Ampak na Stanfordu je postal ta tudi zelo pomemben študij, je bil Business Administration na Stanfordu. In kdo je šel na ta Business Administration? To so bili v glavnem inženirji, vsaj za to področje. So šli tja in so to študirali. In ti ljudje, ki so imeli ta dvojno izobrazbo, tehnično in biznis, ti so potem splavali gor na vrh in oni so spoznali, da je bilo to dobro, da je bila ta povezava. V bistvu lahko rečemo, da so kaj, inovacijo, nadgrajevali se. Je spremenil poslovno priložnost. Pridoben so organizacijske veščine, da so potem mala podjetja lahko se razvijala zelo hitro. Vse podobne druge stvari so se potem razvile. Rizični kapital. Finance. Ljudje so nekje naredili denar.
bom prav konkretno šel. Nekdo, ki je bil direktor Hewlett Packardovega računalniškega oddelka ali divizije, ali kakor jo že imenujemo, je prišlo takrat do spora. HP je hotel delati, Omega smo ga imenovali, računalnik, ki naj bi bil 32-bitni računalnik, prvi, ki se je Ben ni naredil. In tam se je zgodilo, da tega Hewlett oziroma Packard je bil tisti, ki ga ni potrdil, ker bi mogel vzeti posojilo. On pa ni vse svoje življenje ni dolgoročnega posojila vzel, ker on je prepričan, da mora podjetje rasti iz sam sebe. No, in takrat je on to zaprl za nekaj časa. Sej nekateri so ostali, ampak ta direktor je šel stran in je začel prvo podjetje rizičnega kapitala. In to podjetje še danes obstoja in je eno največjih podjetij za ta rizični kapital. Recimo, to je en primer, kako se je to razvijalo naprej. Ne? To so tile skladi, ne? Ja. Skladi, Ja. No, ampak mogoče je to celo vprašanje nazaj, ali pa korak nazaj, ampak nekako pravite, se je razvilo tisto, niso bili to laboratoriji, torej očitno so se inovacije porajale na nek drug način. Ne, bom rekel, zelo v organiziranih okoljih, ampak vsak dan, tako kot je bila že to, je bila inovacija, kdo zahteva pravzaprav kalkulator velik za srajči žep. Ne? Torej, kako pa ostale? So bile še kakšne take, za katere veste? Ali pa... Ne, vi ste rekli inovacije. In ta tekoči napredek, to so zame niso iznajdbe, ampak so dejansko inovacije. Recimo, on, ki je pogruntal tranzistor, to je zame ne inovacija, ampak izum. Ne? Vse te drug smo tam nekaj nadgrajevali. Ne? Čist bazični načrt, razvoj se tudi še zdaj dela na univerzah. Ampak univerza pa dela to z namenom oziroma s pogledom, da bo to po en naredil. Ne, in ta povezava med industrijo in to akademijo. Ne. Akademija res tako malo na daljšo dobo gleda. Ena industrija pa ne more gledati na 5 let naprej, ampak lahko nadgraduje na tem, ker mora zaslužiti svoj denar. Ne. Ampak cela stvar je tam v Silicijevi dolini prišla toliko daleč, da so ta nova podjetja so potem vzdrževala Stanford, pa gradili stavbe tam. Recimo Hewlett pa Packard sta naredila cel kompleks za tega termina, v spomin, tako rekoč. Ne? Bom vprašal tako čisti slovenske perspektive. Ne? To zveni čisto kot neka absolutno privatna zgodba privatnikov. Ne? Kakšno vlogo ima pri vsej tej zadevi država? Ne? To me je že tudi en duh vprašal. Skozi čakamo na njo. Ja. Ne? Verjetno. Država ima tudi en svoj budžet, ki ga daje v glavnem delno na univerze. V glavnem. In sicer to za to dolgoročno raziskavanje. Podjetja so pa tista, ki iz sebe rastejo. Podjetja bi najraje videla, da bi se država kompletno umaknila, jim rekla, toliko davka nam boste plačali, pa zginite. Ne? Brez diktatiranja. Ne? Ne? In podjetja tudi ne pričakujejo, da bojo dobili denar od države. Oni hočejo, da so prosti in da imajo napravila, po katerih se biznis vrti. Jaz mislim, da bi bil zdaj trenutek, da bi dr. Andoljšek kar malo publiko vključili, kaj se vam zdi, ker se mi zdi, da je taka debata zanimiva, čist po domače jo peljamo, tako da bi kar prosim spodbudil koga, ki bi hotel v tej fazi vprašati, z dvignjeno roko, prosim, ne bo nobenega vprašanja. Bo?
Bo. Zakrajšek bil v istem obdobju v Hewlett Packardu Katil. Zakrajšek, ker je njegov sin je zdaj Pri Hewlett Packard in Palo Alto sva bila dva Slovenca. Jaz sem prišel tja 62. leta, kot sem rekel, septembra, in potem sem srečal zdaj mojega prijatelja, Zvonko Fazarinc. Okay? Zvonko Fazarinc je bil študent na Stanfordu takrat in potem se midva spoznala in 2 let pozneje sem ga prepričal, ko je končal svoj doktorat, da gre v službo v Hewlett Packardu. In on je celo to kariero v Ameriki naredil, končal pri Hewlett Packardu. In je zelo dobro, veliko stvari dosegel in pozneje je bil tudi naenkrat moj šef, ampak ne dolg, ker jaz sem še stran. To sta bila dva, da jaz vem. Sva bila. No. Ampak pozneje je njegova hčerka tudi dela, pa mogoče so bili še drugi. In potem je bila, zadnje čase je bila glavna računovodkinja in tudi začasna predsednica, je bila tudi slovenskega porekla. Dela sem pozabil, kako se je pisala. Ampak takrat, v tistih prvih letih mojega življenja, tam je bila, sva bila midva sama, da jaz vem. In takrat se je to zvedel kar hitro. Mogoče še eno vprašanje. Sigurno morajo imeti ljudje, ki nekako jih nekaj žene, da nekaj naredijo, neke motive. Kako vi ocenjujete mogoče začetnika, poznali ste Hewletta, poznali ste Packarda, torej kaj je njih gnalo, da so razvijali, napredovali. Ok, bilo je pod neko sodelovanje z univerzo, ampak v osnovi človeka ven gre neka energija za nek razvoj, za nekaj doseči. Ne samo reči, zaslužek, verjetno. Ne, absolutno ni bil zaslužek ravno reč. To pa, bom pa v tem malo povedal. Hewlett Packard, oziroma takrat po drugi svetovni vojni in tako, so bila ameriška podjetja, glavna naloga ameriškega podjetja je bila narediti denar, profit za delničarje. To je bilo bistvo. In potem je na enem takem srečanju teh glavnih je Packard dal eno novo idejo, kako on misli, da bi se moglo podjetje obračati in delati. In takrat so se mi vsi smejali, ampak iz tega je nastal tako imenovani HP Way. Kako se podjetje upravlja. On je postavil 7 točk. Prva točka je profit. Tudi za njega je prva točka profit. Odgovor zakaj? Zato, ker brez tega se obena reč naprej ne da narediti. Ta druga je bila kupci. Ker če kupcev nimaš, tudi ne glede kaj narediš, ne bo nič, ne bo profita. Tretja, da moraš delati nekaj takega, da bo ena noviteta, novo, da se odpira trg, da se napredek daje. Ker zakaj je to tako važno? Važno je to, da pri Hewlett Packardu vsa ta leta, ker sem bil tam 20 let, niso nikdar vzeli enega v službo na mesto, kjer so mislili, da bo. Zmeram nižje, ker so strmeli na tem, da se to menedžerstvo in to raste znotraj. Potem naslednja, mogoče se nekakšno pozabil, ampak naslednja so bili ljudje. Oni so smatrali, da so uslužbenci najvažnejši kapital podjetja ali tovarne. Zato je Hewlett Packard bil ena prvih podjetij, ki je vse ljudi zavaroval. Prva, ki je dejal profit, delil profit. Delniško družbo so ustanovili zaradi tega, da bojo lahko ljudje kupovali delnice in s tem hranili za svojo starost.
In zadnja točka je bila pa to, da morajo ljudje, in to prostovoljno, dejansko prostovoljno, delati v okolici, kjer živijo. In so spodbudali, da ljudje so na šolskih upravah, na občini in tako naprej. In dobrodelne stvari, charity, to si mogel malo sodelovati. In je tudi, tam imamo enoletno charity, bila takrat in vodje so bili iz Hewlett Packarda. In to vse prostovoljno delo. Ne? On je rekel, da če prijo nekam, morajo doprinesti k temu, da bojo ljudje zadovoljni, da so tam. Okolica ostala. In sta ona dva tudi služila na school board, kaj je to? Zboru staršev. Ja, na teh stvarih. Ali pa ona dva sta bila oba prostovoljno na Stanfordskem boardu, za univerzo. Packard je šel enkrat za podministra za obrambo. In je, to je dober primer za vas delati, ker ne vem, kako, vi imate preveč ministrov prvič, ampak kako se ti ljudje financirajo. Packard je šel tja v službo za veliko zmanjšano plačo, prvič. Drugič, on je mogel vse svoje delnice deponirati pri Hewlett Packardu in dobiček, ki je nastal v tistih 3 letih, ki je bil on tam, cel dobiček je šel v dobrodelne namene. On je sicer odločil kam, takrat je Stanford dobil 10 milijonov, recimo, drugi pa tudi. Ampak to, da niso oni zato, ker je bil tam denar naredil, ampak je za to neki žrtvoval. Očitno ne gre brez nekih etičnih temeljev, brez neke naravnanosti, ki želi povrniti družbi to, kar ti je sama dala. Ali ta duh še zmeram po tolikih letih prisoten v Silicijevi dolini? Nekateri pravijo, da malo ga je, ne pa ves. Tako slišim od teh ljudi, ki so v službi. Ker je tle ena razlika. One dva sta bila večinska resnika, one dva sta odločala, kaj se dela. Vsi te naslednji so pa morali odgovarjati delničarji, delno, ampak s tem ne bilo treba neke stvari podreti. Ampak slišim, da je to pri Hewlett Packardu še obstoja nekako. Vidim, da je kar nekaj tudi dvignjenih rok. Dobro, začnemo tam zadaj, gospod, četrta vrsta, vi. Prostite, govorite, kako ste se razvijali kot razvojnik, kako ste se obnesli kot podjetnik? Prvo sem se dober, drugo pa nič. Jaz sem par stvari poskusil, ampak jaz sem inženir. Jaz znam stvari narediti, ne znam jih pa prodati. To je najbolj kratek odgovor, ki ga lahko dam. Dal bom pa odgovor, ki sem ga dobil od Hewletta. Ko sem jaz predlagal, da delamo ključavnice, elektronske ključavnice pri Hewlett Packardu. To je bila premajhna reč in so mi dovolili, da jaz to delam na svoje. Sem tudi dobil patent za to in potem sem izdelal tisto integrirane vezje in na tem sem delal. Še to moram povedati, da pri Hewlett Packardu si lahko zvečer ali pa v svojem času delal, kar si hotel in je bilo skladišče odprto, pa inštrumenti na razpolago, to si delal in sem bil tam tudi ob 2 zjutraj, recimo. No, ampak, da to jaz sem šel potem k njemu in sem ga vprašal, kako gleda Hewlett Packard na ljudi, ki grejo stran, na svoje ali kakorkoli, ampak potem hoče priti nazaj.
Odgovor je bil, da odvisi, kako so šli stran. Če so pokradli razne novitete in kaj, ali pa tudi ljudi, ne, potem niso dobrodošli. Drugače imajo pa novo izkušnjo, ki je lahko spet uporabno, pa spet nekim novim. In potem sem mu pa povedal, zakaj sem prišel k njemu. Da pač imam ta patent in da bi ga rad unovčil in če grem nekam, bojo hoteli, grem jaz z njim, ne bojo sam patent kupili. Ne. Ja, je rekel, to siguren in pa mi je on povedal, kam naj grem, kjer mu človeku, vse mi je, in mi je med drugim tudi to rekel, da če bom pri Hewlett Packardu ostal celo življenje, bom lahko kot inženir lepo življenje in bom toliko zaslužil, da bom živo, ne? Ampak denarja ne boš naredil. Če hočeš denar narediti, moraš jeti na svoje. Splačal ga ne boš. Kako je bilo? To svoje podjetje za ključavnice pa te RFID smo to temu danes reče, ne? Radio Frequency Identification Device, karkoli že. To podjetje so začela 82. leta, ampak so tudi skotla, da ga bova iz svojega, da bova rasla to podjetje. Ampak pa smo zapravljali čas iskati denar, ker zmeraj ni bilo denarja in sva tisto zapravljala. In čez 4 leta smo imeli 30 ljudi in smo to izdelovali, ampak smo poj celo stvar prodali enemu drugemu podjetju, ki je poj to naprej delal. Denarja smo dobili to, ki smo ga not vložili, da dejansko pa denarja nismo naredili. Pri tem. Iz enega srečanja pred desetletji se spomnim, je bil to Checkpoint Systems? Ne. Da, ja. Ker dejansko ti RFID so se tudi uporabljali, se še uporabljajo dejansko v trgovinah. Ne? Ja. Ok, prvi, te, ki so nas kupili takrat, so delali na tej, da ne moreš krasti v trgovini, da imaš en tag. In oni so pa hoteli to narediti bolj pameten, ne? Ker tisti njihov je bil prvi, je bil samo to ali ja ali ne? Samo eno je mogel. In ko si ven odnesel štrcune, so tisto uničili, tako da nisi v drugo štrcuno šel, pa bi spet zvonili. No in oni so nas kupili in takrat mi se jaz mogel seliti v New Jersey. To je pa spet na vzhodno obalo. In to sem rekel, da ne bom, ker ponudili so mi, da bom direktor za razvoj, ampak smo se pa tako zmenili, da bom jaz v tem podjetju, ker sem bil, vstal, delal bom razvoj za tisto celo večje podjetje, ki je bilo 600 ljudi. In pogoj je pa bil, da bom šel enkrat na mesec za en teden na vzhod ali pa v Puerto Rico, kjer so imeli produkcijo. To je trajalo 4 leta in pa so pa to, ker smo mi imeli, vse skupaj preselili na vzhod, me še enkrat vprašali, če grem. Sem rekel, da ne. Pa so mi pa dali. Jaz sem rekel, koliko časa imam, da si drugo službo najdem. In so mi rekli, ja, v nekaj 3 mesecih pa žihar najdeš. In pa jaz sem čez 14 dni sem imel drugo službo. In to je bil GPS. Kaj pa Silex? Saj to je bil, Silex je bila podjetje, ki sem ga začel. Ja. Če dovolite, ker imam ene 2 relikvije, to nekaj poznate. Kje, jaz ste bili vi pri Iskri? To je vaš sezam. Right? Seveda. Ja? Tiste pa Silexova karica, ki je brez plastike. Ja. To je moj zoom začetni. Pa tole je noter bilo. Sam mi smo meh popravili. Kaj so? Popravili smo. Kaj so popravili? Nič niste popravili. Nič niste popravili.
Tam zadnji imamo gospoda, ki je dvigal roko. Bom povedal, Gospod Rdeča. zakaj je tole pri Iskri. Takrat, ta prvi čip, ki je tle noter, smo razvili skupaj s Tromtli na univerzi. In takrat se je začela mikroelektronika vaša in vi ste potem pekli te. Ne? In s tem, da ste vi to pekli, oziroma da se je to šlo, ste vi dobili pravice, da to delate. A je tako? Zgodovine se ne poznam. Kaj? Ne pozna tiste Ne zgodovine. poznate ste zgodovino. To so direktori delali, veste. Ok. Ja, to. A pojke iz zgodovine od kaj je bilo tisto? Mikroelektronike. Mikroelektronike te v Iskri. Kaj veste? Ja, jaz vedem samo za ekipe, ki sem se fest matil, da smo to zadevo uživali. Ok. Stvari dogajale. No dobro, dajmo pustiti to zgodovino. Ampak to je bila ta prva kartica, o kateri sem govoril. In noter je tole, ne? In to je indukcijski krog, ki potem iz signala, ki pride tam nekje, tako stran, ne, se to noter naredi istosmerna napetost, ki poganja ta čip, ki je pa tala pikca tle. No, mogoče... Tam na dol so čakajte, še na vprašanje. Tam No, pa dajte, izvolite. Tam gospod Vrdečev, tam na koncu. A, vi tudi, ja. Jaz bi prosil neka sugestija moja, ali je možno, doktor, najnovejše produkte ponudili Sloveniji v eksploatacijo oziroma proizvodnjo za mednarodni trg. Še obstaja možnost. Ja, možnost bi bila, ne, ampak recimo jaz sem bil takrat malo razočaran, če tako rečem. Vi ste potrpili prava vrata. Prosim? Vi ste potrpili prava vrata, ali isto kot če imate prvo damo, ki vas razočara, ne smete damo ostati. Ja. Ne, čakajte. Jaz sem bil razočaran potem, ker sem bil ženen že 2 leti. Jaz sem 2 leti z njimi sodeloval, pa so pa nehali delati. Ne? No, to bi bila moja sugestija, želja, prošnja, koristni predlog. Torej, jaz sem razumel, vi razmišljate o vaših patentih, ki so še zdaj aktualni, pa so vaši osebno. Jaz nimam nobenih stvari več mojih, da so aktualni. No. Oziroma, niso moji. Ne? Ker dejansko imam jaz en patent, samo en patent, kjer sem edini na patentu. Drugače, zmeram je bilo to več ljudi. No, vas mislim, da je vreč puško koruzo, ker Slovenija zdaj je lačna in žejna vašega znanja izkušenj, ima tudi za obstoječe industrijo na vašem področju, da bi, vi ste se opravišli, da nimate žilcev za marketing, da prodajate, imamo lahko človeka, ki ima 10 ali več patentov, ampak uspešen je tisti patent, ki ga trg sprejme, v bistvu. Ja. Ampak je trg treba sodelovanje, veste, tata mata za invencijo, inovacijo, izum, potem moramo dobiti nekaj drugega. Moje študentje, ki bi lahko imeli domačo nalogo za iskati ustrezna podjetja, industrijo, za eksploatacijo vašega posedanja znanja. Razumem, ampak trenutno jaz nimam nobenega takega patenta, da je manj, en se je tazam patent, ki sem ga dobil 12 let nazaj. In jaz s tistem podjetjem nimam veze več, skratka... In ga izkoriščajo in ga... Ne, ker lastnik patenta je podjetje. Pri Hewlett Packardu si dobil $1 za patent, za to, da je bilo rečeno, da so ga oni kupili. In jaz to razumem, ker ti si tam v službi, oni tebe za to plačujejo, da boš nekaj naredil. Zakaj smo pa tam če ne naredimo nič, ne? No. Ne, dobro. Torej, ko smo bili toliko pri patentih, pri izumih in pri inovacijah in tako dalje, ne? Torej, dobro, vidimo, kako v nekih
okoljih, nekih podjetjih, imajo zelo neformalno organizacijsko strukturo in nekako ob kavi, ob čaju razmišljajo, inovirajo in tako dalje. Ampak po drugi strani pa, če pogledam mogoče slovenski prostor, predvsem pa to raziskovanje, ki je vezano tudi na neka evropska sredstva, praktično od raziskovalcev, od inovatorjev zahtevajo že praktično vnaprej, kaj bo on v 2 letih izumil. In takrat je še recimo Evropa pripravljena plačati za neko raziskovanje, pa tudi država do neke mere. Jaz si predstavljam, da je v Ameriki, v Silicijevi dolini to drugače, ker če vem, kaj bo čez 2 leti izumil na področju tehnologije, industrije, ekonomije, poslovanja, torej, če že danes nekam čez 2 leti dosegu, je skoraj da raziskovanje brez veze. Torej, predstavljam si, kako poteka ta proces tam, ali pa kako je potekal tam. No? Ker se mi zdi, da nas nekako v tem prostoru evropskem nekako preveč silijo v eno že vnaprej definiranje rezultatov in tako dalje in tako naprej. Jaz mislim, da se to ne da naprej narediti. Ne? Ti si lahko postaviš cilj, kaj boš naredil. Ne moreš pa nakazati celo pot. To je skoraj nemogoče, ker ta pot se spremeni. Ta pot se dejansko spremeni, ker ne veš stvari vnaprej. In moraš iti po raznih ovinkih, da do tega prideš. Drugače bi pa vprašal še jaz, v zvezi s Slovenijo kot tako, ne? Kar nekaj je tudi samih primerov v Evropi, sicer ne morda v tem predelu Evrope, ne? Ampak dam primer konkretno iz lastne izkušnje, ne? Recimo, ne vem, papirna industrija na Švedskem in na Finskem, razni tehnološki inštituti, ki sodelujejo s poslovnimi šolami, tudi v Evropi niso novost, ne? So tudi dejansko, ne vem, cele univerze, ki se posvečajo določeni panogi, ker to panogo tista država razume kot strateško, kot za nadaljnji razvoj nekaj. Zdaj, Slovenijo obiskujete že kar nekaj časa, jo poznate od blizu, srce vam utripa ob spremljanju dogajanja in razvoja. A so tukaj kakšne konkurenčne prednosti, kjer bi se dalo področja, na katerih bi se dalo recimo ustvariti s privatnim sektorjem in v sodelovanju z recimo konkretno univerzitetnimi ustanovami, kakršna je Fakulteta za poslovne vede, neka področja, ne, kjer bi lahko Slovenija imela neke posebnosti za razvoj. Jaz sem to prepričan, da bi lahko. To sem 100% prepričan. Ampak se mi zdi, da je tla ena pregrada med univerzam pa podjetji. Ker, ne vem, recimo na univerzo, da bi šel nekdo predavati, ga ne bojo pustili iz industrije. Obratno, se univerza nima za dost, kar je tam v podjetjih, da bi program svoj priredile na to. Saj v tehničnih jaz to vidim. Mogoče to zveni preveč kritizirano, ampak tako jaz vidim. No, moja izkušnja, recimo, ko smo poskušali nekako predreti to, pa umakniti to bariero, ne, je sledeča. Nekako industrija, mogoče univerza nima takoj ta pravega odgovora na potrebo industrije. Industrija se pa seveda na drugi strani premalo odpira in si nekako gleda mogoče strokovnjake iz teorije na nek način, češ sej mi to znamo, vladamo in pa seveda zelo je industrija nekako pod tem dnevnim pritiskom
pravzaprav ustvariti nek rezultat, ga prodati, zaslužiti in potem šele seveda trošiti. Ne? In tukaj ni tega skupnega, bom rekel, stika ali pa srečanja med enimi in drugimi. Ne moram reči, da je problem samo na eni na drugi strani, ampak tukaj mogoče na neke mere pričakovanje industrije takoj dobiti ta pravi odgovor do univerze, ne, ampak ne more biti, ker sta to dva svetova. Ja, ampak recimo takrat, ki je nastala ta mikroelektronika, takrat sem jaz mislil, da se bo tole res razvilo v to smer. Kaj je bilo? Na univerzi so začeli delati to, pa so začeli najprej, in to celo zgodbo dobro poznam, ker sem jih jaz tam spravil skupaj z enim podjetjem. Na univerzi so začeli najprej risati ta integrirana vezja. Pa so začeli delati maske. Pa je bilo treba to procesirati. In so kupili, Iskra je kupila ta urodja in takrat je bilo to zelo dobra povezava. In kdaj se je to podrl, jaz ne vem. Ampak v začetku je bilo to, ker sem jaz mislil, tole pa res na prav način. Ne? Pa je pa prišlo do tega, da je Iskra mikroelektronika nekako propadla. Na univerzi so začeli razvijati za American Microsystem, kaj že bilo v Gradcu. Ne? In pa se je vse skupaj zlezel tja. Ne? In danes oni delajo za Gradc, ne pa za Iskro. Ne? Ampak takrat sem jaz resno mislil, da bo to res šlo naprej. Da je tisti, ki mogoče z tistih časov, mogoče ve kaj o tem, ampak takrat sem jaz resno mislil, da bo ta povezava res nastala. Naslednja stvar je bila Hermes Soft Lab. Oni so začeli sodelovati, pa so delali za Hewlett Packard, pa ne pogodbe, pa tako. In to je poj nekako, ne vem kdaj, pa spet to propadlo. Ampak takrat, v začetku je bila ta povezava zelo močna. Recimo, drugo stvar, ker je ta Rudi Bric, moj ime, ki je bil direktor tega Hermes Soft Laba, je tla imate tekmovanja v računalništvu, pa v matematiki, pa ne vem kaj, ne, imate za gimnazice. In on je takrat prvim trem v obeh je dajal nagrade in sicer za 2 meseca je to v Silicijo dolino in tam smo s Zarincem zrihtali ta prve, da so jih te ljudje vzeli. Ne. Ta drugi grupa so pa že sprašvali za nje. Ker so se fantje zelo dobro izkazali. In te fantje so danes vsi nekje. Najmlajši profesor na Stanfordu je ravno eden od teh. Druga generacija. Kaj druga generacija? Najmlajši od teh, ki so prišli iz Slovenije. Ne. Najmlajši profesor na Stanfordu. Zdaj ali je bil takrat? Ne, je, trenutno, ampak on je bil eden od teh, ki je prišel na prvič v Ameriko. Jurij Leskovec. Ja, Jurij Leskovec je ta človek, o katerem govorim. Ne. Ki je prišel na prakso iz On je prišel na prakso tja iz te nagrade. Ne. In potem se je on vrnil, končal šolo tukaj, diplomiral na Štefanu, ali kje, ne vem, tla nekje. In potem je šel nazaj v Ameriko študirati za doktorat in na Carnegie Mellon, to je ena univerza, je on dobil doktorat. In se je prijavil na razpis na Stanford za to pozicijo in tam je bilo 200 ljudi se je prijavilo za tisto pozicijo. In on je bil izbran. In koliko je star? 29? Ja, nekaj takega. Na Svetovnem slovenskem kongresu smo imeli srečanje podiplomskih in teh naših znanstvenikov, kajti v Sloveniji se dogaja 5 organov, se pravi, da odhajajo v tujino. In zdaj je vprašanje, kako bi mi v Sloveniji spet pridobili te mlade znanstvenike. Okay. In med njimi je bil tudi
cvet, bom rekel, znanstvenikov, mladih profesorjev, tudi Stanforda, in ravno ta je rekel, kadar sprejmejo koga v študij, znanstveni študij, potem mu postavlja vprašanje, ne ali on zna infinitezimalni račun, ampak ga vprašuje tako, bi rekel, človeško. In tukaj se je izkazalo, jaz sem bil na tem srečanju tudi, se je izkazalo, da imajo problem v narekovaju kitajski sindrom, bomo rekli, ker prihajajo tudi na veliko zdaj Kitajci v Ameriko, da se jih šolajo, da bojo potem v industriji, tudi v mikro industriji, tehnologiji prispevali svoje. In zanimivo, veste, je to, ko sem jaz srečal te mlade ljudi, ne? Jaz nisem mogel verjeti, da so tako uspešni, naši Slovenci. Moramo reči, in zdaj pa je tretje tale, oziroma težnja je ta, da bi se začeli plačati. Ja, in to je treba pa narediti. Ker jaz sem 100% prepričan, da vsak mlad človek mora iti iz Slovenije vsaj za 2 leti. Da spozna, kako je svet zunaj. To sem jaz 100% prepričan. In če ti, ki prije preč iz šole ven, grejo za 2 leti ven, da je pa treba te ljudi nazaj dobiti. Ne? In recimo, če grejo ven, pa si tam ustvarjajo na renome, pa prijo nazaj, oni imajo zdaj kontakt in na ta način se bo potem ta povezava naredila, da bojo oni te ljudi, ki jih tam poznajo, prepričali, da dajo projekte sem ali karkoli. Ampak ta zaprtost, ne moram reči zaprtost, ampak jaz mislim, da ljudje morajo iti ven, da vidijo, kaj je. Ne? Inštitut Jožef Štefan ima to uzakonjeno, da morajo iti za 2 leti ven. No, dobro. Drugo vprašanje bi pa dal še to, tudi vprašanje plač, veste. Pri nas so tako male plače znanstvenikov, da zanimivo tisti, ki grejo ven, imajo po 10-krat večje plače. Ja, to dela jaz ne vem kako, ampak morate nekako upoštevati, če samo plačo rečemo. Ne? Tle govorite o plači, ki človek dobi domov. Pri nas pa govorimo o plači, ki je vsi izdatki, pa vse to se plači pršteti. Te 2 številke same ne pomenita, kaj nekdo zasluži. Imamo vprašanje tam v zadnji vrsti, prosim. Eno vprašanje, kako je HP spodbuje vašo inovativnost, Microsoft ima tako narednih, da za napočitek za nekaj časa imajo plačan dopust za 1 teden, grejo lahko razmišljati. HP je imel kakšen poseben pristop do tega? Ne. Nobenega prestopa ni bilo. Kaj je bilo najbolj važno, da si res lahko delal, kadar si hotel. Jaz sem imel svojo tablico in s to tablico sem prišel v katerkoli del Hewlett Packarda, kadarkoli sem hotel. Ob 3 zjutraj ali pa kadarkoli. In to je zame bilo zelo važno. Da sem imel na razpolago inštrumente, da sem imel na razpolago delce. Mi smo imeli za laboratorij posebno skladišče, ker če v produkcijo ne moreš iti po delce, če bomo zmanjkali, da bo nekaj naredil. Ampak tukaj smo imeli skladišče, ki so bili vsi delci, ki jih smo kjerkoli rabili, ga vzel in šel. Prosim? Ok, ko sem prvič prišel domov, ali drugič, ne vem, sem obiskal, oziroma hotel obiskati enega v Števcih v Kranju. In naj bi prišel pač po 2 uri. On je mogel za sebe dobiti dovolivnico, pa je imel že nekaj ljudi pod sabo, pa je za mene posebno dovolivnico, sem rekel, ja pa kaj to, kako pa to delaš? Gospod Rudel, ja, doktor Rudel. Prej ste govorili
o tem, da bi naj zaposleni upravljali neko družbeno koristno delo in tako naprej. Govorili ste o posebnem odnosu, ki ga sta imela ustanovitelja do zaposlenih. Danes bi temu rekli na nek način, da sta bila zelo družbeno odgovorna. Zelo. Kako vidite, da bi lahko bila podjetja družbeno odgovorna danes, recimo? Ona dva sta pač nekaj novega postavljala, sta imela to v sebi. Kaj mislite, da bi morali? Ja, podobno to, je to bilo, da skrbiš za svojo okolico, da nekaj žrtvuješ, da skrbiš, da bojo ljudje, če vzamemo ljudi na vrh, da bojo dali ljudem možnosti jim povedati, kaj narediti, potem jim pa zaupati, da bojo to naredili. Recimo, če kdo ne sprejme, kaj bi vi naredili v takem primeru? Kaj bi jaz naredil? Jaz bi hotel tega človeka nekako malo prepričati, ampak če pa ne bi, potem ga pa jaz ne rabim v službi. Ali ga znižaš dol na slabše delo, ali karkoli, ampak ker tak človek zavira druge tudi. Ni samo njegova neproduktivnost, je vpliv na celo okolico. Torej, mogoče samo, če se dovolim, svoj komentar pa opasko na to, ker v Sloveniji je danes res veliko govora o družbi, torej odgovornosti podjetij. Jaz nekako sem poslušal našega gosta, sem dobil občutek in mislim, da se ne motim, da tukaj ni bilo v ospredju družbena odgovornost podjetja, ampak družbena odgovornost posameznikov. Posameznikov, točno. In nas se mi zdi, tudi če neka velika banka financira košarkaško ligo, ne vem, če se zaposleni s tem identificirajo. Bom dal primer. Na naši fakulteti smo imeli torej goste, ki so zgradili, oziroma dobesedno zgradili en poseben dom za skrb ljudi z manj priložnostmi in posebnimi potrebami na Jeplici, to je Barka. In ko je ta nemški industrialec govoril, kako so oni naredili to donacijo, ni rekel, mi smo dali, ne vem, vse plačali bajto, delavce pa tako dalje. Vsak posameznik je svoj prosti čas namenil temu. Torej Žaga je dala les, tesar je dal svoj čas in tako dalje. Torej vsi v verigi, glavni izvajalci in podizvajalci so dali to gratis in s tem so se identificirali. In to je tista, po mojem mnenju, tista pravi občutek, da si nekaj ti naredil. Tako, ne pa podjetje samo. Podjetje je sicer združba ljudi, ampak v osnovi, bom rekel, to, kar posameznik da. Podjetje naj spodbuja to aktivnost ljudi. Tako. To je tisto. Izvolite. Vsi vemo, da je Iskra pa Hermesov pravzaprav poraz. Za tisto, kar se je zgodilo iz teh dveh velikih firm, vemo, da je bilo v teh firmah veliko dobrih razvijalcev in tudi veliko dobrih razvijalcev. Kje je Keč oziroma Krč v tej Sloveniji, da pravzaprav ne prodremo? Da se dogajajo taki porazi. Trenutno v Sloveniji je veliko majhnih podjetij, veliko dobrih tudi produktov, ki so pa pač omejeni. Zakaj je ta Krč in zakaj nam ne uspe? To ti jaz ne znam odgovoriti. Ampak jaz mislim, da so tukaj podjetja, ki delajo od zunaj. Recimo poznam enega orodjarja, ki je majhnih 6 ljudi ali koliko. On ne dobi v Sloveniji enega, ki bi rabil orodje njegovo, da bi ga plačal. Ampak je kompletno zaposlen, edino podjetje, ki je tle ena elektronska reč v Idriji, ali kje so, drugače pa dela za Švedsko, pa za Norveško, pa vse gor nekam dela. No, jaz ne vem, kako on ta del najde.
Ampak jaz mislim, kaj bi jaz rad videl, da se naredi. Ne? Da ljudje nekje ali pogruntajo tukaj, pa prodajo zunaj. In če to zdaj prodajo, bojo tle generirali delovna mesta. In to je tista stvar, ki jaz vidim, da bi bila ena gonilna sila, da bi se nekaj naredili. Ne? Ali pa, če so zdaj odzunaj, pa koliko sem prej rekel, nazaj prijo, pa tukaj začnejo. Ne? Kdaj priješ nazaj, je zelo veliko vprašanje. Jaz tudi nisem nazaj prišel. Ne? Ampak takrat je bila situacija vse en malo drugačna. Jaz sem komi ven prišel, pa nam šel nazaj. Ne, jaz sem od takrat težave ven prideti. Če je še kakšno vprašanje, vidim tukaj torej drugi vrsti, potem pa nazaj. Povedali ste nekaj čististe začetne zgodovine Silicijeve doline. Me zdaj zanima, kako pa gledate na to, kar je zdaj Silicijeva dolina. Govorili ste predvsej, vsaj tako občutek sem dobil v nekem bolj hardwareu, kako pa gledate zdaj na cloud in vse te stvari. Na Facebook, Twitter in vse podobne zadeve. A je to tisto, kar ste takrat pričakovali, da bo rače? Absolutno ne. Absolutno ni noben v tem takrat to mislil. Kako? Če še na stroja nisem imel, da bi natipkal nekaj, ne. Ampak smo pa imeli pri Hewlett Packardu, smo imeli prvo pošto, ki je bila bazirana na računalniku, je bila, meni se zdi, 82. leta. Ampak kaj pa zdaj bo naprej, ne? Kot ste lahko opazili, da sem jaz hardwarski človek, ne? In ena stvar, ki jaz vidim, da je zelo, zelo na odprtem delu, so tridimenzionalni printerji. To je printer, ki dejansko sestavlja molekule, če tako rekel. Strojgradnja. Prosim? To je strojgradnja. Ja. Ne? In jaz sem to nekje najdel in najdel eno sliko, ker ta printer je tako velik, so mu dali, neki so naredili ta ležaj, so ga dali delati v ta stroj in z enega kosa je prišel tale kroglični ležaj, ki se je dejansko vrtil. Ne? Recimo, ampak to je še čisto povojih zame. To jaz si predstavljam, kot tisti prvi printerji, ki smo jih naredili, ki smo komi črke znali pisati, ne? Pa danes kaj vam printer naredi. To ameriška industrija uporablja, ne ameriška vojska uporablja za proizvodno rezervnih delov za tanke in za orožje v Afganistanu in drugje. Točen. Ne? Ampak jaz to vidim takole, ne? Doma se ti bi ena stvar malo polomila, pa bi šel v fabriko napisal, da ti naj to pošlo in se ti bo doma ven naredil, ne? Ni treba štacuno jeti nič. Ampak, torej, če gledamo nazaj 30-40 let, je razvoj baziral na, ne vem, nečem otepljivem elementu in tako dalje, na kompjuterju. Danes to, kar ste rekli, ne, je Facebook, je cloud, dobesedno, ga težko otipati. Ali je to tisti pravi razvoj za bodočnost? Ne da rečemo, ok, je printer, pa jaz po Facebooku dobim del, pa tako, to se strinja, ampak a je ta razvoj, človeka ne bo še dobil jutri. To pa je treba še vedno, Ada pa mama. Imamo že tam vprašanje v zadnji vrsti. Kako ste vi recimo prepričali HP, da je vas sprejel, ne, kakšnega drugega inženirja? Ok, to je tudi ena dober odgovor. Bom malo daljšo storijo naredil. Ko sem končal magisterij na Northwestern, tam se greš vpisati na tablo, pa napiše in tam so podjetja, ki iščejo nove ljudi. Se vpišeš in potem greš na ta intervju tam, za 20 minut. In jaz sem šel to, 8 teh intervjujev sem naredil in dobim vse iste odgovore.
nam je prav žal, nimamo dela za vas. Pa sem bil na 9. je bilo s tistim človekom, so se vjela kot človeka, on je rabil to točen, kar sem jaz delal, sem rekel, če pa tla pa ne bom dobil dela. Ne? In sem dobil točno isto pismo. Ampak v tem pismu je bil pa še njegov osebni dodatek, ki je rekel, da za delo, ki ga jaz hočem delati, to je research, oni ne morejo dobiti dovoljenja, tam pa rabijo za to en clearance, rečemo temu. Ne moreš tega dovoljenja dobiti, ker prihajam iz komunistične države Jugoslavije. In je rekel, bo 3 leta vzel, da bojo oni to dobili in med tem ne vejo, kaj dela z mano. Pa sem se tam bil čist potlačen, pa prav en drug študent prav, tamle tale podjetje je v San Franciscu. Če nič drugega boš lahko dobil karto, da se peleš tja, ker v službo pa ne vzamejo obenga, da ga osebno ne vidijo. Tam, v podjetju. Res, če 14, pa sem bil ta razgovor in če 14 dni dobim klic oziroma pošto, daj lahko pridem, da mi pošljajo karto. Sem šel iz San Francisca, iz Chicaga, je bilo tako 1 meter snega, pridem v San Francisco, vse zeleno, vse ne vem kako, pridem v to podjetje, me tam sprašujejo cel čas, cel dan imaš razgovor in potem te pošlje domov. In pa sem dobil to službo. Pa me pa tisk me je vzel v službo, povedal, zakaj me je vzel v službo. Vzrok je bil to, da sem tako entuzijastično govoril v svoji tezi, za magisterij, da je rekel, da nekaj moram pa že videti. Torej imate le marketinško žilico tudi. Ja. No in še za konec sem povedal, kaj je bila ta moja teza. Mašina za hipnotizirati. Prosim? Ja. Kako pa to zgleda? Bazirana je na tem, da imamo pač v možganih, imamo razne električne valove in eno od teh valov je tam približno 13 Hz. Te valove sem izdelal impuls. Ta je prižigal in ugosoval stroboskop pred človekom. In ta povezava vpliva na človeka, da se lahko hipnotizira. In to sem naredil, pa bilo pa treba narediti dokaz, da ta stvar res dela. In sem vzel, pač takole sem imel tisti stroboskop, človek je bil ali ležal ali pa sedel na podnem sedežu in ta povezava se je začela, pa si videl, da se človek malo sprosti, pa sem rekel, da je pa štel od 1 do 10, ko pridem do 10, boste pač hipnotizirali, pa sem pa začel. Sem imel svinčnik, pa sem mu rekel, da imam zelo vroč želez. Pa sem se ga dotaknil, pa je tako hiter šla roka stran. Pa sem rekel, ima roko čist lahko, sem jo dvignil, pa je kar gor ostala. To so bili začetni. Zadnji poskus pa danes ne bi mogel delati ne tukaj, ne tam in kjer. Ker sem vzel iglo za injekcijo in sem jo vtaknil v roko, če ni nič mignil, je bil hipnotiziran. In na bazi tega, profesor mi je rekel, moram narediti 50 poskusov in pri 25 se je nekaj naredil, ker sem rekel, da je pa konc tega. Ampak v tunih 24, mislim, da 25 je spadal tudi, da je bil hipnotiziran. Jih je bilo 12 takih, da so res, sem vtaknil, pa ni bilo nič. Sploh se ni premaknil. Pa če smemo vprašati, a je to, kakšen, mislim, kdo vzel ta patent, pa ga uporablja? Ne vem, ker jaz sem tisti čist hiter nehal, zaradi tega, kam na koncu povedal. No, to poskušam, ene 2 sploh nisem mogel nič, tudi ni nič delal. Zbudili so se?
Prosim? Zbudili so se. Ok, tlej ta zadnja storija. Te ljudi sem ven jemal po iz hipnoze, s tem, da sem rekel, bom štel od 10 nazaj na ven, na ena, pri enih 5 bojo že malo migali, ne, in pri ena bojo čist budni. Ne. Pa dobim enega 14-letnega fantka tam in to vse naredim. On je padel v to hipnozo čist pred. Še štet nisem bilo do konca. In pa sem pa nazaj štel. Pa pridem do ene, pa je on bil še čistka mrtev. Zdaj pa kaj? In sem si rekel, še enkrat bom začel. Še enkrat začel štet in še leper 3 je on mehen z očmi pomigal. Pa sem še pa k profesorju sem rekel, če je zadost 25 ljudi, bom to napisal, če ne pa neham. In pa sem tisto napisal in pa sem na vso to hipnotiziranje takoj pozabil. Tako da ne vem, a se je kaj naredi z tega. Vem, da so pa imeli, niso nekje aparature predajali za hipnotiziranje, ampak ne vem, na kateri bazi so bile to narejene. Torej, hvala lepa, dr. Franc Rode, ne vem, kako je vas rečem, doktor, inovator, uspešen, posameznik Slovencev, sigurno. Torej, jaz sem prepričan, da nam bo danes v mislih torej ostalo nekaj vaših spodbudnih besed. Med njimi vsekakor HP way, HP način menedžiranja ali vodenja, pa sigurno tudi kakšne druge vaše opaske in pa seveda komentarji. Najlepša hvala vam, v prvi vrsti hvala sovoditelju gospodu Rodetu z Deželove družine in seveda vam, ki ste prišli.